bomo šli na izlet s popotnikom Janinom Klemenčičem. Janin, pozdravljen. Pozdravljena. In za danes, evo, smo se nekako odločili, da bomo predstavljali Barske otoke. Ja, da ne bo vedno ravno, ne vem, kam daleč hodila, se ponavadi bo, no, ampak zdaj greva pa malo bliže. Namreč, zdaj ravno kar bil 1. maj, ne? In vsako leto, zadnjih 20 let, mislim, da enkrat ali dvakrat nismo bili, gremo vedno na tak način tja, da gremo v petek popoldne iz Ljubljane, potem pa naslednji dan cel dan preživimo v Rimu, potem pa smo v nedeljo zjutraj na Siciliji, z vlakom vse to. Nič ne plačamo, lepo potegnemo tiste sedeže skupaj, pa lepo nas po 6 spi v vsakem kupeju, potem pa rovarimo po Liparskih otokih cel teden. Krasno, ravno 1. maja, sicer še rahlo hladno, zakopati ni ne vem kako dobro, no? Vse ostalo je pa že dovolj toplo. Limone so sveže, mislim, rastejo po vseh drevesih, mediteransko podnebje je krasno. Včasih, mislim, da bo kasneje pogledala tudi en posnetek, nas celo domačini povabijo na kakšno tekmo. Enkrat smo nogomet z njimi igrali, drugič spet odbojko, potem je bilo lokalnim fantom všeč, da imamo veliko deklet s seboj, pa so nam organizirali kakšen žur na plaži in tako dalje. Janin, zakaj mogoče bi za turistično destinacijo zbrali ravno omenjene otoke? Kaj je tako posebnega? Pravzaprav to niti ni kakšen turizem, ker je zelo preprosto vse skupaj. Enostavno plačamo samo vlak, to pride zdaj kakšnih 40 €. Nažalost so Italijani znižali subvencije, tako da je zdaj postalo malo draže. Potem pa kar eno noč spimo zunaj, drugo na kakšni novogradnji, tretjo noč na kakšni terasi. Potem imamo na otoku Stromboli dogovorjeno z lastnikom enega hotela, da nam da eno sobo s 4 posteljami, potem nas pa 30 noter spi, ne? In plačamo minimalno pač. Tako, drugače sami otoki, imenovani tudi Eolski otoki, po grškem bogu vetra. Ti pa vse veš? Jaz vse vem, so tudi vulkanskega izvora, je pa en glavn, pa še manjši otoki. Vsi so vulkani bivši, oziroma dva sta še vedno vulkana. Iz enega bruha dim, sulfatare, drugi pa vsako noč, oziroma vsak dan, ampak po noči se to bolje vidi. No, zdaj smo ravno na otoku vulkanov, če pogledaš. Tole rumeno, oranžno, to je žveplo. Treba je pa kar derjati skozi tale dim, predvsem, kadar se malo neha veter, takrat postane tale dim silno gost. In potem smrdiš po žveplu še celo popoldne. Spodaj je pa en bazen, spet tako žvepleno vodo, tam se pa namakajo, tudi mi smo se namakali, no, ampak če ima pa kdo še kakšne kožne bolezni, je pa še toliko bolj priporočljivo. Potem gremo seveda naokrog tega kraterja, ki je precej velik, tole so šobe, iz katerih bruha žveplo. Zakopanje, se pravim, je 1. maja še malo hladno, ampak zdaj pa ravno razmišljamo, da bi letos organizirali stvar malo kasneje, se pravi v začetku junija, ker letos, kot veš, za 1. maj ni bilo ravno najbolj... Prazniki so bili tako čudno razdeljeni, da so bili polovica en teden, polovica drug teden. No, tako da... Sicer pa, kaj vem, mogoče gre kdo lahko na mojo spletno stran pogledati, pa se prijavi, če hoče. Ampak na otoku Stromboli, ki spada v okvir teh Liparskih otokov, je pa še ta, kot si že prej omenil, še delujoči vulkan. In tudi to si je možno ogledati. Ja, veš da, to je glavna stvar. Torej, ravno na otoku Stromboli je tisti hotel, kjer se ponavadi zapičimo noter in potem spimo malo na vrtu, malo na terasi, večina pa v sobi, no. In tam je pa, normalno naj bi bilo 4 ure, ampak naš rekord je celo 1:15 do vrha, kakšnih 1000 metrov nadmorske višine. Tam je pa vulkan, ki bruha vsakih, odvisno kako je razpoložen kakšno leto. Včasih je razpoložen tako, da bruha na 5 minut, včasih samo na pol ure, kakor ga kdaj prime. Zdaj pa ravno kar vidiš, kako z vulkana gremo, oziroma smo že prišli dol, zdaj pa odpravljamo posledice tega našega plezanja. Na tem prvem otoku ponavadi tudi kupimo kakšne ribe, pa naredimo tak spoznavni večer z ognjem in petjem in tako dalje. S takimi trajekti se pa naokoli potem prevažamo. Zdaj, midva sva pač omenila to, da so vulkanskega izvora, pač vulkani. Kaj pa še ostale turistične znamenitosti, ki se lahko vidijo na teh potovanjih? Recimo zdaj, če gledamo Liparske otoke. Kakšne silne turistične znamenitosti pravzaprav ni nobene. Bolje vse skupaj en tak simpatičen izlet, na katerem se prijetno imamo. Torej, kaj vem, recimo na otoku Lipari je cesta naokrog in otrok otoka, kar je edinstven primer, ker vsi ostali so praktično neprevozni, ali pa s tistimi malimi apeti, kot jim pravimo mi. Ape so taki trikolesniki, na pol vespe, na pol avtomobili.
No in na teh otokih potem v glavnem bolj si ogledujemo sicer mesta, marsikaj zanimivega. Recimo tukaj v temle mestu je eno hrvaško pokopališče. Zanimivo, da na Malti, ki ni daleč, imajo pa enako zastavo kot Hrvati, ampak to nima pretirane zveze s prejšnjim. Na otoku Lipari ponavadi takele vespe ali pa skuterje najamemo, pa se vozimo naokrog. Na kakšnem drugem otoku pa, čakaj, kaj bi bilo še kaj tako. Posebno znamenitega bi težko rekel, da je res kaj. Prej si omenil, da si je nekako na te otoke hodil za prvomajske praznike. Če pa zdaj gledamo časovno celo leto, kdaj je najboljši čas za obisk otokov? Jaz mislim, da bo ravno zdaj, se pravi v začetku junija, ker bo voda že dovolj topla, vročina še ne bo huda, pa fino je, če pri nas še na pol zima oziroma pomlad, tam je pa že dovolj topla za karkoli. No, če bi zdaj govorila, poletje pa prevroče. Če bi govorila o nekih temperaturah, ravno to, recimo zdaj spomladanske in potem poletne, če gledava tako temperaturo zraka kot tudi morja. Za 1. maj ti lahko rečem, da smo včasih imeli dež, pa že kar malo hladno zunaj, največkrat pa sonce in dovolj toplo, voda pa na pamet rečem 18 do 20. Smo se kopali sicer, ampak 5 minut zdržiš v vodi, več pa ne. En mesec kasneje bo že precej bolje. Skratka, zdaj to potovanje po liparskih, eolskih otokih, pač iz enega otočka na drugega ali kako? Začnemo na otoku Vulcano vedno, potem pa počasi, kakor kakšno leto, teh otokov je več. Vulcano, torej Stromboli je zadnji, potem so pa Lipari, Spanareja, Salina, daleč stran sta pa še Filicudi in Alicudi, pa tudi eno leto smo tudi tam bili. No in če se kdo odloči za takšno ekspedicijo, potrebuje koliko denarja? Koliko denarja? Mi bomo zapravili komaj nekaj več kot 40 urjev, ker bomo pač spali na vlaku zastonj, tam pa na pol zastonj. Če pa hočeš malo bolj razkošno spati, potem pa, kaj vem, na pamet rečem 3 ure, 4 ure na dan. Hrana je ponavadi kar lepo samo po strežbi. Zelo minimalni stroški. No, omenil si prej Malto, do katere je blizu, zdaj koliko je Malta oddaljena? Ja, to smo pa tudi dvakrat šli. Se pravi, v tem primeru greš pa potem do mesta Sirakuza. Včasih je bila to Sirakuze, v grško-rimskih časih. Pod tam pa spet na pamet rečem kakšnih 6 ur, mogoče malo več ali pa manj, s trajektom. Edini večji strošek, mislim večji, manjši strošek je potem izstopna taksa iz Malte nazaj, ko greš. Drugega pa nekaj bistvenega. Tam je tak mladinski dom oziroma youth hostel. Na Malti. Na Malti, ki je pa spet zelo poceni. In kaj je zdaj, če smo že ravno v Malti, kaj je potem ogled glavnega mesta La Valletta? Tam je kakšnih 5 takih točk, ki gre skoraj vsak pogledati. La Valletta, potem zanimivi, meni osebno so najbolj zanimivi tisti mali avtobusi, ki so menda kakšnih 50 let stari, še v takem Chevroletovem slogu, s tistimi špicami, brez vrat, mestni avtobusi vozijo po celi državi praktično. Spet plaže, potem pa manjše zanimivosti, kakšna mošeja, ena zelo velika kupola. Potem so prebivališča, kjer je sveti Pavel živel dolga leta pod zemljo, podobno kot Kapadokija, če kaj poznaš. Torej v zemljo so izkopana bivališča. Tudi malo to poznam. No, vidiš? A potem si pa bila tam? Sem bila tam, seveda. V Popajevi hiši si bila? Tudi sem bila. Tam so snemali film o Popaju, ki ga pa nisem videl, moram reči. Bom pa jaz naslednjič svoje slike prinesla, pa bom midva naslednjič govorila o Malti, a prav? No, tako. A mora pa še kaj dodati povezano z liparskimi otoki? Ja, kaj te še kaj zanima? Ja, mene... Kakšen bo uvodni žur? Ne. Saj, a veš, če greš na potovanje, če si greš spočit, če greš žurat, greš pa žurat. Ja, no, zdaj, za kakšne fine ljudi to ravno ni, no. Torej, enostavno nahrbtnike nosiš sabo, spalno vrečo moraš imeti, razen če se boš vrgel v stroške in spal pač vsako noč v hotelih, kar je seveda tudi možno. Kar je žalostno je to, da se kvarijo in zdaj tista plaža, ki je nekoč bila brezplačna, je zdaj že ograjena in moraš plačati sicer nekaj malega, ampak vseeno se mi malo neumno zdi. Je pa, kaj vem, tak, zelo simpatičen, pač prvojunijski izlet bo zdaj namesto prvomajski. Tako, povabilo velja. Drži. Jani, za danes hvala. Mogoče kaj, o čem boš govoril prihodnji petek? Že imaš določeno? 3 možnosti imam. Verjetno bo kaj na poti v Indijo, ali pa kaj iz jugovzhodne Azije, ali pa kaj iz Južne Amerike. Ampak do petka je še dovolj časa, da se odločiš in izbereš temo. Jani, za danes hvala. Midva se vidiva čez 14 dni. O čem bomo pa govorili v zadnjem delu oddaje, bomo razkrili v napovedniku, po oglasih pa o globokih grlih in Osmanu Džogiću. No.